Živijo, Slavko, se slišva. Ja, že je pozdrav. Mogel sem v nastavitvah dovoliti. Aha, aha. Ja, prvič, tako da upam, da se bo zdaj zapolnil za naslednjič. Odlično se te sliši, tako da lahko v bistvu kar počasi začneva. Mimogrede, ta space bo seveda na voljo v posnetku tukaj na tej platformi, na X-u, kasneje pa tudi na našem Sportinfo YouTube kanalu in na vseh podcast platformah, povsod Sportinfo, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, kjerkoli pač poslušate podcaste, tudi tam boste našli tale pogovor. Za tiste, ki ga seveda zdaj v živo ne boste mogli spremljati. In kot napovedano v samem napovedniku tega spacea, kot sem napisal v tvitu, bova tokrat s Slavkom govorila o njegovi novi knjigi, že tretji knjigi, in potem še o enem prispevku, ki ga tudi Slavko vsako leto ravno na prednovoletni večer objaviš ali dan objaviš ta prispevek o 100 največjih športnih dogodkih leta, če se ne motim, Slavko. Ja, popolnoma pravilno si povedal, ja. In se ga že veselimo, midva nekaj od teh dogodkov, kot si mi povedal, si seznam že sestavil. Predstavljam si, da kar nekaj časa in dela vzame za to, da vseh 100 dogodkov izbereš, narediš selekcijo. Ne bova mogla seveda vseh 100, ki jih boš imel in jo objavil na RTV MMC portalu, tam ga boste našli v SOS, pod SOS rubriko, če se ne motim, ga ponavadi objaviš. Tako bom seveda tudi delil, ko Slavko to objavi, in boste lahko prebrali seveda dosti bolj podroben in daljši seznam, ampak bova poskušala danes tudi spregovoriti o nekaj teh dogodkih. Ampak dajva začeti, Slavko, o tvoji novi knjigi, ki je tudi zelo zanimiva topika zdaj ob koncu leta, mislim, da zelo priročna topika, recimo Kruha in iger se imenuje, to je tvoja tretja knjiga, že te sicer še nisem prebral, ampak čisto desetko in statistiko za začetnike. Tvoje prvi dve knjigi sem pa že prebral in seveda lahko obe priporočam, po tem, kar slišim, je tudi ta zadnja tvoja knjiga odlična in se že veselim, da bom prebral. Čista desetka je bila v zadnjem preteklem desetletju največjih junakih, športnih junakih dogodkih preteklega desetletja. Statistika za začetnike, v bistvu je naslov že sam po sebi zelo zgovoren, ampak ni samo vodič, je tudi taka zanimiv skupek anekdot, zgodb iz tvoje perspektive in na zelo lep način narediš matematiko in številke zanimive v tej knjigi. Zdaj pa Kruha in iger, kot sem dejal, še nisem prebral, ampak gre za skupek esejev, športnih esejev, ampak ne samo v športu, če se ne motim, Slavko. Ja, je kar vseeno temelji na športu. Lepo, da si prebral statistiko za začetnike, ni veliko športnih navdušencev, ki bi to bralo. Če ti bo ta knjiga všeč, nekako v tej novi knjigi je isti del pristop avtobiografski v prvem delu. Namreč v Kruha in iger sem se lotil z željo, da razdelim, da pogledam iz dveh različnih perspektiv. En je bil v prvem delu, sem na šport pogledal iz 4 različnih perspektiv v svojega odnosa do športa, seveda najprej kot majhen otrok, mislim, da vsi to posluša, in ki imamo radi šport, da smo najprej šport spoznali kot navijači, navdušenci, ko smo gledali prek televizora, najprej takrat, ko bo še precej manj ponudb na voljo, kaj vse lahko gledaš, kaj ne moreš gledati, ne. Potem, seveda kot novinar, kar zdaj zadnjih 25 let počnem na naši spletni strani, potem tretja vloga je bila, oziroma je kot športnik, rekreativec, in zadnja, ta, ki me pa recimo precej tudi mene samega presenetila, ker se sploh nisem predstavljal, kaj lahko vse ponuja, je pa vloga očeta, mladega športnika, ki spoznaš to, vidiš, da je kar en cel nov kozmos stvari, ki obstajajo pri športu mladih. Torej, to je prvi del, drugi del pa nekako skušam objektivno kot športni novinar pogledati na 4 večje teme, topike, in ja, ena je prav gotovo najbrž tudi pisana na tvojo kožo in kožo tistih poslušalcev, ki redno poslušajo ta kanal, seveda Liga NBA in Luka Dončić.
Ja, ko si rekel, da dosti športnih navdušencev ni bralo to knjigo Statistike za začetnike, tisti, ki spremljamo NBA, seveda ne moremo mimo statistike in številk, kjer jih je toliko na voljo zdaj, seveda z prihodom napredne statistike, trackinga je teh številk še toliko več, se včasih res lahko kar zgubiš v teh številkah, ampak kruha in iger, tukaj si povedal različni aspekti, torej navijaški, rekreativni, zdaj kot oče otroka, ki je v športu, tudi spremljaš. In iz vseh teh aspektov pogledaš na šport, zraven pa mislim, da tudi nekatere športnike izpostaviš. Videl sem v uvodu samem tisto zgodbo z Markom Miličem, kako si začenjal spremljati in zbiral tiste kartice, tukaj so si podobna. In je seveda zanimivo, kaj ti ostane kot otroku, kaj te motivira, da začneš spremljati šport in potem skozi življenje, kaj te pritegne, kaj te obdrži v športu. Katere so te stvari pri tebi? Zdaj si malce bolj na splošno, ampak mogoče kakšna konkretna zgodba, primer v tem oziru. Ja, zdaj, ko imaš tega Marka Miliča, se konkretno o njem v knjigi ne pišem, ampak sem bil ob izdaji knjige povprašan nekaj tudi o trenerjih, namreč malce bolj podrobno pa vendar ne pišem o trenerjih, ker trenerski posel se mi zdi izrazito podcenjen. Ti trenerji v kateremkoli športu že so hitro dani na tnalo uspeha tukaj in zdaj. Vemo, koliko sponzorjev vlaga denar v šport in ponavadi zdaj živimo v trenutku, kjer si marsikdo taki vlaga v šport, želi čim hitrejšega uspeha in če ta ne pride prehitro, tukaj nismo bili potrpežljivi tudi v svetu športa, potem je običajno trener tisti prvi, ki plača to končno ceno. Trenera sem pa takrat, oziroma Marka Miliča menil zato, ko sem razmišljal, kakšen tip slog trenerja lahko danes uspeva. In se mi zdi, da taki tipi trenerja, kot je Zmago Sagadin, takrat legendarni trener Olimpije, da to vrstni, kaj ne rečem, rahlo avtoritativni slog vodenja, dvomim, da danes lahko še tako uspeva, kot je nekoč. In na tisti izjavi sem se spomnil potem, ko se je to simbolično kazalo, zdaj več ne vem, če je to popolnoma natančno res, ker to je bilo več kot 25 let nazaj, ampak takrat sem zbiral te kartice za ta telefonski aparat, takrat še ni bilo mobitelov, in mi je bilo hecno, zabavno, da vsi košarkarji so imeli pač manjše število impulzov, 10-20, bil je pa trener Sagadin, ki mi je pa najvišje število impulzov, kar je že na neki simbolični ravni kazalo, kdo je takrat alfa in omega tiste ekipe, ki je ne nazadnje tudi prišla na Final Four Green Team Ghost Story. Mislim, da se to še zdaj vsi spominjamo to nostalgijo, ker vemo, da če se take danes res skoraj nemogoče doživeti v slovenski klubski košarki. Verjetno v klubskem športu nasploh, ko omenjaš avtoritativne trenerje, smo videli, da recimo tudi Arni Željko Obradović s svojim pristopom nekako težko uspeva oziroma je ob teh igralcih, ki jih ima sedaj na voljo, večinoma iz NBA lige, seveda potreben povsem drugačen pristop in ta pristop se tudi na evropske zelenice, parkete prenaša. Ampak v zgodbah, ki si jih orisal, esejih, ki si jih orisal tukaj, kjer si pač gledal zgodbe večjih športnih dogodkov, ozadja, kaj jih žene, kaj je tista motivacija, kaj so te vzvodi, ki jih pripeljejo do uspeha. Si skozi te zgodbe najdel kakšno skupno noto, ki pelje čez vse to, ki recimo bi lahko povzela tisto bistvo. To imamo radi v tej moderni dobi, en stavek, ki povzame celo bistvo, kar je seveda težko, ampak si najdel kaj takega, če veš, kaj mislim. Ja, razumete, kaj misliš, ampak ni neke take splošne. Zato so z urodnikom recimo nekako splošno morda misel dala prav v naslov Kruha in iger, primerjava s temi rimskimi časi in neučakanostjo in zabavo. To najbrž neka povezava s preteklostjo je prav gotovo, ampak recimo, ena taka zanimiva spet zgodbica, ker smo veliki navdušenci
Lige NBA, ne, so vsi, tudi vi ste res v navednicah neskončno epizod namenili Luki Dončiću in tistemu neposrečenemu tradu iz Dallasa v Los Angeles. Ne, zanimivo me je potem opazovati in brati, raziskovati, ker smo potem poslušali te primerjave najbolj neuspešnih tradov v celotni zgodovini športa, ne samo v košarki, ne, v tem prekletstvu Bambina iz bejzbola iz začetka 20. stoletja vram. Ja. To tudi veliko povedal, ne, in je bilo zanimivo neke usporednice, recimo s tem Nico Harrisonom bi lahko našel, če so to čisto drugačna človeka, ampak ne, takrat je v tej bejzbolski ekipi bil glavni menedžer, nek kulturnik, ki se je v resnici bolj ukvarjal z gledališkom in produkcijo gledaliških predstav. In tega posla se je lotil predvsem zato, ker je na Broadwayu zašel v rdeče številke in je potreboval denar, da bi imel svoje gledališke predstave. Ne? Prav z tega vidika se morda sliši malce nenavaden, bizaren razlog, ampak zakuhal je tako prekletstvo, ki potem več kot 80 let njegove ekipi ni prineslo naslova. Ne? Ja, in je bilo zabavno potem na eni od tiskovk po tradu slišati Kida, ki je dejal, da se mu zdi ta primerjava na nek način celo simpatična. No, ni javno uporabil besedo simpatična, mislim, da je rekel, that's cool, da je to cool, kar se seveda nobenemu navijaču ni zdelo, in to je seveda tudi eden od dogodkov, ki bo verjetno na tvojem seznamu, ampak si ta dogodek oziroma ta trade tudi v tej knjigi opisal oziroma o njem govoril. Ja, seveda, ena prav poseben, pravim, v drugem delu knjige, kjer so 4 tematske zgodbe, je ena z naslovom Šport je posel in z naslovom Prekletstvo Luke Dončića, ker ravno opisujem te zgodovinske primerjave, torej ne samo ta domnevni ta posel, neposrečen iz bejzbola, tako šliko skušam orisati, kako je sploh šport postal profesionalen, ekipni, kako je sploh začel, kdaj je lahko prišlo do napredka. Ne? Okrog 1870 neka bejzbolska ekipa iz Cincinnati je postala sploh prva profesionalna športna ekipa, vsaj kar obstajajo uradni podatki, kar je pomenilo... Katerega leta? 1870? 66, če zdaj pomogljam to knjigo. Skratka, hec je bil v tem, da pač takrat so večinoma klubi igrali pač za zabavo, to ni bilo v zadju denarja, ampak takrat so v Cincinnatiju skupaj nabrali več igralcev, dejansko so jih kupovali iz vseh koncev države, kar je bilo takrat nevideno, tudi ni obstala nobena organizirana liga, več ali manj bilo so šle za prijateljske tekme, denar je krožil samo z prodajo kart, in ko se je ustanovila ta ekipa, je prišel ta, ko ne rečem z angleško besedo, bas, zanimanje, in s tem so drli ljudi in začeli gledati to ekipo prišlekov. Približno leto so bili neporaženi, nanizali okrog 70 zmag, in ko je prišel prvi poraz, je nekako zanimanje padlo, ljudje več niso hodili gledati te ekipe, zmanjkalo je teh pač finančnih prihodkov, plače, seveda z našimi standardi izjemno nizke, ampak takrat so jih prvi so bili, ki so plačevali svoje športnike, nekako, ko se ta finančna struktura več ni splačala, je seveda klub hitro propadal in igralci so začeli romati v druge klube, ampak nekako je bil pa to signal, da v tem profesionalizmu, to je bil prvi zametek profesionalizma, in so začeli drugi nekako bolj kopirati, in drugim pa to potem se je uspelo, potem ko so tudi prvi poskusi profesionalnih lig nastali, nekako je bil to odraz. Poznamo tudi v ameriškem športu, NFL in kjerkoli še izraz copycat, ne, da se vse karkoli kopira, in tako je pravzaprav nastal ta profesionalni šport, seveda z veliko preprekami, ampak posledica tega lahko danes gledamo v različnih profesionalnih ligah. Ja, šport je posel dobrem in slabem. Po tvojem mnenju bolj v dobrem ali v slabem? Ali je to neko ravnotežje, razmerje, ki ga bo vedno treba loviti in o katerem bomo vedno pač debatirali? Kdaj gre
kdaj gre recimo meje, kdaj gre posel predaleč in se zanemari ta športni aspekt, ki je seveda bil odlično viden ravno pri tem Lukovem tradu, kjer je bil ta vidik povsem zanemarjen, navijaški vidik, vidik strasti, zavzetosti, tega, kaj pomeni nek določen igralec ali pa klub za mesto, za neko določeno okolje, seveda državo tudi in širše. Kaj misliš, Slavko? Preveč posla? Vemo, da gre samo v eno smer vse skupaj. Ja, seveda je šport posel, saj lahko smo nostalgični in pogrešamo neko romantiko, ampak ja, če se spet obrnemo samo na igro številk, ta igra številk nekako sploh omogoča, da se ta posel vrti, s tem pravzaprav ni nič narobe. Pri tem primeru Luke Dončića pa je bilo najbrž v zadnje nekaj drugega, ne? Da ni bil v ospredju toliko posel, ampak bolj užaljena čustva, ne? Zato se je pa potem zgodilo, kar se je zgodilo. Mislim, da je v tem konkretnem primeru pri Luki bilo bolj to krivo. Ne? Kaj pa ti misliš? Ja, pri Luki mislim absurdno, seveda tukaj je bilo ravno to, da so zanemarili tudi ta poslovni vidik pri tem. In tukaj je prišel pa ta aspekt ega tudi zraven, ene osebe, ki lahko seveda v zgodovini človeštva ali pa v zgodovini športa z svojimi dejanji spremeni potem potek, nadaljevanje, prihodnost recimo franšize ali pa tudi igralca v tem primeru in seveda širše, ko lahko gledamo družbeno in zgodovinsko osebe, ki so močno vplivale in ki so bile seveda gnane predvsem z egom. Ravno pred kratkim sem poslušal en zgodovinski podcast o Alvaru Velikem in je bilo zanimivo pač poslušati, kako je tudi tam pač ambicije, ego, tisti glavni gonilec bil bolj kot seveda neko, ne vem, neko spreminjanje družbe kot tako. In tukaj se mi zdi, da je tudi pri Niku Harrisonu bil ta aspekt ega zelo velik in obenem nevednosti na strani lastnika, ker je tudi to faktor seveda v športu. Mnogi mislijo, da je to stvar, ki je na nek način preprosta za voditi. Športna franšiza, ne rabiš dosti znanja, saj zato, da si lastnik, ampak smo videli, da tudi v tem primeru to lahko vpliva. Tako da tukaj je bilo toliko različnih aspektov in dejavnikov prepletenih, da tudi zaradi tega nas ta trend še vedno tako fascinira in se toliko o njemu govori. Pri čemer je pa treba dodati, ne, da ta nesrečna franšiza s to potezo, ne, po drugi strani res neverjetna matematična sreča, ki si jim je nakazala s tem plesom kroglic in Rio, ki jim je bila Cooperja flega, kar pomeni, da imajo vendarle neko drugo priložnost, da stvari popravijo. Ne. Ja, ples kroglic ali pa roka Silverja. Tudi tukaj so debate in seveda vse mogoče teorije zarote, ampak na drugi strani se nekatere teorije zarot se izkažejo za resnične in ko gre za draft in žrebanje teh kroglic ali pa na začetku kuvert, se je vse začelo že s tisto znamenito zamrznjeno ovojnico, The Frozen Envelope, Slavko. Poznaš to zgodbo? Ne. To je bil prvi draft, prva draft loterija, ki so jo imeli in takrat so imeli ovojnice še, ki jih je potem komisar potegnil iz neke sklede in takrat je New York Knicksi so dobili Patricka Ewinga na draftu, ki je bil iz New Yorka, sicer jamajških korenin, ampak iz New Yorka in obenem tudi veljal za največjega talenta, ki je tisto leto prišel na draft. In kot po naključju je pač potegnil ravno to ovojnico nekdani komisar lige ven iz tiste sklede in potem so hitro ven prišle govorice, da je bila ta ovojnica trša od ostalih, da je bila zamrznjena v navednicah in da je tako prepoznal, ker je namreč ne bi zelo dolgo časa brskal po tej skledi, da bi našel in še danes pravijo, da za nekatere je to pač mit ali pa teorija zarote, nekateri pa prisegajo, da je bilo to nastavljeno. In nenazadnje
igralci odkrito govorijo o tem, da verjetno pri draft loteriji ni vse tako, kot bi moralo biti. Tudi LeBron je že večkrat javno izjavil v enem intervjuju nedolgo nazaj, še lansko sezono, dejal, da ne verjame v naključje, ko je šlo za to, da so njega, seveda Cleveland Cavaliersi, že spet domačega igralca, ko so ga najbolj potrebovali iz Clevelanda, dobili na loteriji ravno ta prvi izbor. Takih naključij je pa v zgodovini še precej. Tudi ta aspekt, seveda, koliko se liga vmešava zraven, namreč za voljo že spet, če se vrnemo na to poglavje v tvoji knjigi Šport je posel, zaradi tega, ker seveda dobro razumejo posel. In v primeru Dallasa je bila franšiza res na absolutno najnižji točki, poročali so o potencialnih več 100 milijonskih izgubah, za voljo seveda prodajo vstopov, tudi vseh ostalih stvari, ki grejo zraven dresov, koncesionarji okoli same dvorane so poročali o upadu seveda prometa, dosti manjšemu številu strank, tako da se jim je res obetala zelo težko obdobje se mi je obetalo in obenem je liga verjetno takrat videla, da mora na nek način pomagati, ker je to vseeno četrti največji trg v ZDA in tudi jaz moram priznati, Slavko, da tukaj ne verjamem v naključja, ampak mislim, da so poskrbeli za to, da je prava kombinacija kroglic dala ta prvi pik. Kaj ti misliš? Da se grem predalj s to teorijo zarote, ali misliš, da je kaj na temu? Ja, spomnim se, da ko je bil ta ples kroglic, da sem napisal eno kolumno za MMC, tudi meni se zdi skoraj neverjetno, 1% verjetnost, res nekaj neverjetnega, sploh, če pomislimo, kaj se je zgodilo nekaj tednov, mesecev prej, da sva govorila, da naj bi bilo morda celo dirigirano usmerjene, kot vemo, da naj bi Luka ukrepil veliko tržišče, kot je Los Angeles. Spomnim se, da sem takrat napisal tudi nekaj drugih primerov teh neverjetnih zadev, več nimam v glavi, ampak se mi zdi, da se je prej omenil LeBrona Jamesa, da je bil 3 ali 4 v celoti nekako posredno upleten v take nenavadne drafte, tudi, ne vem, Kyrie Irving in podobno. Ko sem pri tej verjetnosti, bi samo še rekel, da včasih se niti ne predstavljamo, kaj pomeni nekaj odstotna verjetnost. Zdaj, morda iz zadnjih 5-6 let in teh naborov se morda najbolj sam spomnim zgroženih navijačev New Yorka. Mislim, da se, ne vem več natančno, ampak eno sezono so bili čisto pri dnu, sem imel prvi ali drugi nabor, takrat je bil na draftu Zion Williamson in so se kar predstavljali avtomatično, da jim pripada, pa nekako majhna verjetnost je bila, da bi prišel v njihovo ekipo. Skratka, nekako včasih se mi zdi, da kar se podcenjuje oziroma precenjuje ta najslabši skor po rednem delu in nekako tisti navijači, da kar pričakujejo, da je potem avtomatično, da jim v navednicah pripada ta izbor, vemo pa, kaj se zgodi. Če pogledamo še na širšo sliko, kolikokrat se je to zgodilo, ne samo enkrat, pa daje tudi takim ljudem, ki malce bolj verjamejo v teorije zarot, malce več vode na mlin, da je pa res nekaj nenavadnega. Ne? V bistvu, kar je še bolj nenavadno in že spet nekako kaže v to smer, in ti kot matematik boš to dobro razumel, namreč ne samo 1,8% možnosti, da Dallas Mavericksi dobijo ampak zato, da se je zgodila kombinacija, v kateri so Mavericksi dobili prvi pik, Spursi drugega in Sixersi tretjega, kjer so se vse ekipe dvignile in zanimivo, ravno 3 trgi, ki so najbolj zanimivi za ligo, seveda na tem draftu bili, je bilo pa 0,078% možnosti. Zdaj, ali verjamemo v taka naključja, ali je pa res nekaj na tem, da liga dirigira. In ko gre pa za tako res minimalne možnosti, potem pa se ta teorije zarot dobijo še nekaj več zakona. Ja, žal je to res, ampak seveda, liga pa po drugi strani želi čim bolj konkurenčnost, čim večje zanimanje trga in
ne nazadnje ne bomo presenečeni, če bomo slejko prej spet videli, ne vem, klasični finale Boston, LA, ne? Ja, to bi bilo tudi ligi najbolj všeč. Čeprav v zadnjih letih se zdi, in to je res zanimivo v športu, kako se toliko različnih aspektov prepleta in to tudi ti v svojih knjigah odlično povezuješ, vse različne aspekte, dejavnike, ki seveda vplivajo na izide ne samo tekem, ampak celotnega poteka franšiz, njihovega delovanja, igralcev, športnikov, kako se razvijajo. In ko govorimo o NBA ligi, se mi res zdi, nasploh v ameriških profesionalnih ligah, in začel si s to zgodbo iz tvoje knjige o tej prvi profesionalni franšizi in Cincinnatija. Od takrat naprej smo res daleč prišli, ampak tako velik uspeh seveda profesionalnega športa in profesionalnih franšiz pa tudi ne pride samo po naključju, se mi zdi, in je treba z neko trdo roko in prefinjeno oziroma natančno določeno strategijo vse peljati, in se mi zdi, da ravno v NBA ligi recimo to odlično počnejo in se zavedajo tega poslovnega vidika. Dobro, ne nazadnje pogosto dam ravno ta primer, kjer je NFL liga v ZDA res neprimerno bolj popularna kot NBA, ampak ko gre pa za samo trženje, recimo TV pravic, ima pa NFL dobil 110 milijardno pogodbo pred kratkim podpisal, NBA pa 90 milijardno. Če bi gledali samo na razmerje v gledanosti, bi bila seveda ta pogodba, ne vem, 10-krat manjša, ampak je pa praktično 90-110 milijard skoraj da enako visoka, in mislim, da pri NBA ligi konkretno ravno zaradi tega, ker te narative, kot rad rečem, beseda, ki sicer v slovenščini še nima ustreznega prevoda, ampak v angleščini dobro pove tisto, kar mislimo, torej vse zgodbe, ki delajo šport zanimive, ustvarjajo umetno ali pa pomagajo, da nekako vzcvetijo, in v tem aspektu je to res zelo zanimivo. Morda, ko primerjaš obe ti največji ligi, pa da izenačva pomen povprečje, se pa vendar treba zavedati, da NBA, vemo, 82 tekem, pa 17 tekem na leto, je vendarle tudi malce potem drugačen izplen, če pogledajo potem v povprečju na eno tekmo, res je potem NFL, se mi zdi še zmeraj vsaj korak spredaj. Po drugi strani če so pri poslu, tudi tam so zavohali svoj marketinški delež, kar smo mi gor rastali v NBA-ju Božič, so nekako začeli kampirati na ta Božič, je bil Božič del sveta NBA po zadnjih 2-3 letih, pa smo videli, da je tudi NFL začela targetirati ta praznik in nekako iščejo svoj delež. Skratka, tukaj so ti finančni modeli, marsikdo je že pogruntal, da so ti prazniki z marketinškega vidika tudi v športnem smislu zelo koristni, in ni presenečenje, da je NFL naredila korak tudi v to smer. Ja, res je. Marko se nam je uspel še pridružiti in mi je rekel, da ima tudi on nekaj vprašanj zate. Marko, bi že zdaj vskočil ali si želel za kasneje prihraniti kakšno vprašanje? Jaz se bom pridružil, ko boste govorili o NBA. Zdravo, Slavko, lepo te spoznati, kljub temu, da samo preko telefona, ampak ok, redno berem tvoje kolumne in so mi zelo všeč. Tako da, ko boste prišla do NBA-ja, se že govoriva. Govoriva, zdaj sva nekako že sredi debate, tako da, če želiš ti kar vskoči s kakšnim vprašanjem ali pa komentarjem. V bistvu sva ravno zdaj govorila o tradu Luke in seveda tem odmevnem dogodku, in a je to mogoče, bi te kar vprašal, Slavko, a je to mogoče, pa ne vem, če želiš razkriti, mogoče za presenečenje pustiti v svojem članku, ki ga boš objavil 31. decembra, teh 100 največjih svetovnih dogodkov, a je to mogoče ta dogodek, ki bo zasedal povsem vrh te lestvice? Ja, seveda me lahko vprašaš, se to ni v bistvu nobena velika skrivnost. Nisem ga dal na samem vrh, seveda sem ga dal pa med top 5 dogodkov brez dvoma. Ja, to govorimo samo o športnih dogodkih, ne?
Tako, Marko. Samo športnih, potem bomo pa kdaj drugič o kakšnih drugih. Ampak ni dvoma, da je ta trade bil absolutno, po mojem mnenju, najbolj odmeven, saj ko gre za ZDA, ampak tudi globalno je imel izjemen doseg in vidim, saj ko gre za recimo različne lestvice ameriških medijev, je bil praktično povsod ta trade omenjen, posebno na vrhu. Ne nazadnje, mnogi pravijo, da je to najbolj šokanten trade v zgodovini ameriškega profesionalnega športa, morda pa tudi v zgodovini svetovnega športa. Si mogoče, Slavko, zasledil kakšne, vse smo že omenjali tale Curse of the Bambino, torej ta legendarni trade, od katerega je že več kot 100 let seveda v bejzbolu, ampak morda v kakšni tej novejši dobi, nasploh ne samo v ZDA, ampak po svetu, je bil kakšen dogodek, ki bi lahko se primerjal s tem tradeom, kakšen trade, menjava igralca, prestop tudi v evropskih nogometnih ligah? Seveda, vsake oči ima svojega malarja. Prepričan sem, da za kakšno lokalno okolje ali pa kakšen klub, ki ima široko bazo navijačev, da je bil tudi kakšen večji, ampak če pogledamo pa na neko globalno raven, ne samo ligo NBA ali pa košarko, ampak kar celoten ta pač malo bolj navednicah resen profesionalni šport, kjer se obračajo taki denarji, kot so v NBA-ju, sem prepričan, da v tej moderni zgodovini temu ni bilo para, ne samo zaradi pač njegove kakovosti, njegove starosti, tukaj so tudi te številke zelo pomembne, kolikšen del kariere ima pred sabo, predvsem pa tudi zaradi te nekega občutka nepredvidljivosti, kakor sem zasledil, pa videl, verjamem, da sta še bolj sledila odzive takrat tistih hip, koliko teh res, recimo, zvezdnikov na najvišji njegovi ravni, ali pa ti pod njegovo ravnijo je bilo pres, kaj se je zgodilo, in vsak je pomislil, da če se je Luku pri tej starosti, in recimo še vedno špekuliramo, koliko ima pred seboj, zgodil tak trade, kdo je potem sploh varen. In v tem vidiku mislim, da v modernem športu, torej ko ima šport tudi tako finančno zalego, podlago, mislim, da ni para. Seveda pa priznam, da vedno kot Slovenci, ki nekaj spremljamo, da smo nekako pristranski, ampak tudi glede tiste dneve se brez pozorno spremljamo tudi druge mednarodne medije, ne samo košarkarske, ne samo ameriške. V marsikateri državi je bilo res to daleč spredaj Luka in res ne najdem primerjave. Ja, ne, mislim, da na nek način to potrjuje tudi vsaj deloma, ravno preden smo začela govoriti, Slavko, sem videl, da je NBA liga objavila rezultate prvega glasovanja za All Star in tam Luka v bistvu konkretno vodi. Mislim, da tam 70,000 glasov je pred Janisom. Približno 60,000 glasov in približno 120,000 glasov pred Nikolo. Na tretjem mestu, potem Tyrese Maxey, Jalen Brunson, Steph Curry na petem mestu in tako naprej. Ostali imajo potem recimo Shai Gilgeous-Alexander ima že konkretno manj glasov, skoraj da 400,000 manj glasov kot Luka. LeBron James samo 540,000, to me je malce presenetilo. Ampak skratka, Luka je trenutno verjetno, ko gre za NBA ligo, ne bom rekel, da je seveda na tej točki obraz lige, ampak je pa verjetno trenutno najbolj prepoznavno, najbolj odmevno ime lige. Ne nazadnje to potrjuje tudi tista objava, ki so pa kakšen teden nazaj dali, da na družbenih omrežjih igralec, ki si ga je ogledalo, njegove posnetke, največ ljudi, mislim, da tam skoraj da blizu milijardo ogledov je generiral v zadnjem letu, in seveda to je posledica tega treda, ki mimogrede v tistem tednu, ko je bil, ko si omenjal, da si imel seveda odzive medijev po svetu in v ZDA, tisto, kar je bilo tudi zelo zgovorno, da je v tednu pred to pred NFL Super Bowlom, torej finalom lige NBA, najbolj gledanim športnim dogodkom v ZDA,
se govorilo samo o tem tradu, oziroma vsa športna poročila so se začenjala z novico o tem tradu, z govorom o tej tradu, te športne debatne oddaje na ESPN-u, podobno, kar se seveda nikoli ne zgodi. V tednu pred Super Bowlom je to edina in glavna novica in se samo o tem govori. V tistem trenutku je pa ta trade tudi zasenčil Super Bowl in seveda vse ostale dogodke, tako da ja, nedvomno, če ne številka. Mislim, da tukaj niti ne gre, Slavko, za recimo našo slovensko pristranskost, ker gre pa za Luko, ampak mislim, da je to kar objektivno najbolj odmeven športni dogodek preteklega leta. Jaz imamo se na naši spletni strani med drugim pokrivam tudi ameriški nogomet, zelo rad imam ta šport in vem tudi približno, kako nekako se krojijo ta medijska pozornost in to je edini teden v koledarju lige NFL, ki je prost teden, torej med Super Bowla sta 2 tedna prosta in običajno je ravno ta del sezone, ko je res šprica iz vseh medijev, različni vidiki, samo NFL, oba super, pač pa finalista, ki igrate na Super Bowlu, res novice štrlijo z vseh smeri in takrat, ja, naprej, kot si pravilno rekel, takrat je dogodek iz NBA vse res zasenčil. Vendar pa, če priznam Lukove kakovosti, kvalitete, res je odličen košarkar, vendar pa, če skušam biti vseeno malce objektiven, se mi zdi pa tukaj končno nek pozitivni efekt trga. Sej, meni se Luka ne zdi pretirano boljši igralec danes, kot je bil lani. Ok, lani vemo, da ima nekaj težav s poškodbami, ali pa kot predlani, ne. Vemo, v katerem okolju in trgu je igral danes, ko je za Los Angeles. Mislim, da tudi ta efekt vpliva Los Angeles trg, da je, kot si rekel, prvi na tej lestvicah. Mislim, da tudi prišlo malo do drobljenja, ko običajno je bil LeBron prvi ali drugi, recimo, da je šlo malo na njegovo korist. Ne nazadnje, takoj, ko je prestopil, če se ne motim, lani par mesecev potem, ko so objavili podatek o najprodajnih dresih, če se ne motim, tudi prvi Evropejec. Skratka, če smo ves čas nekako v navednicah negodovali trg Dallas, kjer je bil, pa da ga nihče, recimo tudi sodniški kriteriji, preveč ne, po domače povedano, porajata, da je zdaj končno tudi v tem vidiku prišel mal na plus tega. Sem ravno zadnjič gledal recimo primerjave prostih metov, primerjavi z lansko sezono, mislim, da je za 4 mete več, čeprav cela liga je tukaj prišla do napredka. Skratka, končno se mi zdi, da pa tukaj lahko neko okolje tudi pozitivno vpliva na nj. Ja, Los Angeles Lakersi so verjetno najbolj prepoznavna franšiza, ko gre za košarkarske franšize, seveda v NBA ligi. Los Angeles je pa največji trg v ZDA in zagotovo se tudi ta dejavnik pozna zdaj pri teh rezultatih glasovanja, ampak zaradi tega me je malce presenetilo, da je LeBron tako nizko. Da je LeBron samo nekaj časa ni igral na začetku sezone, vemo, da je manjkal, ampak se tudi pred kakšno sezono v preteklosti spustil kakšno tekmo, še posebej v tem prvem delu sezone je on pogosto kakšen teden ali 2 pavze si vzel, pa je bil vedno povsem na vrhu in pogosto tudi močno vodil. Me prav zanima posledica česa je toliko manjše število glasov, a ga imajo tudi seveda številni množični navijači Lakersov nekako dovolj na tej točki. A je to mogoče posledica, ampak dvomim zaradi tega, ker on ima seveda tudi, saj se zdi se mi, da med igralci največjo navijaško bazo družbenih omrežjih se zdi, da je daleč največja in najbolj odmevna, tako da sem presenečen, da je toliko malo glasov. V bistvu me zanima tudi, kje je pa Austin Reeves, a je sploh med... Austin Reeves ima pa 405,000 glasov, torej skoraj 3-krat manj kot Luka. Kar pa tudi pove, zagotovo je ta faktor, dejavnik trga tukaj, ampak Luka na tem trgu dominira tudi napram recimo 2 igralcema, ki pa že dlje časa igrata za Lakerse. Morda tudi ni zanemarljivo dejstvo, če smo pri LeBronu Jamesu, pač lahko rečemo, da praktično prvič v svoji karieri, če gledamo začetek sezone,
ni prva violina svoje ekipe, zdaj pač lahko je imel vedno, recimo, ena B so zvezdnika, recimo, pa njegova moč ga je seveda presegla, zdaj pa prvič tudi zaradi seveda svoje starosti, res je veliko naredil v tej ligi. Logično je, da ni več tako, kot je bil včasih in da je zdaj pa jasno, kdo je prva violina in morda je to tudi to pokazatelj ne navijačev Lebrona, ne navijačev Luke, ampak tistih, ki res navijajo za Lakers, tudi takšne seveda obstajajo, da gledajo v prihodnost in pač jasno kažejo željo, v katero smer naj bi se franšiza obrnila. Ne? Seveda vsako leto več. Z Lebronom se mi zdi, da je leto manj fleksibilnosti in ustvarjanja neke ekipe, ki pa naj bi recimo 5, 6, 7, 8 let se vendarle vrtela okrog Luke. Ja, novi kralj v Los Angelesu. Bomo videli, ampak seveda za tem velikim trgom in seveda množičnimi navijači pridajo tudi ogromna pričakovanja. Tisto, kar bo Luka seveda potreboval v Los Angelesu, je prstan. Brez tega se pa lahko ta navijaški zanos hitro obrne v recimo gnev ali pa bes in jezo. Zaradi tega je to seveda na nek način tudi dvorezen meč. Taka popularnost, taka izpostavljenost pomeni tudi, da se seveda ne samo dobre stvari, ampak tudi negativne stvari potencira do maksimuma in tukaj bo seveda tudi Luka mogel biti recimo temu previden, kako bo deloval, ampak vsaj, ko gre za njegovo pojavljanje v javnosti, delovanje v javnosti, je on iz tega vidika se vidi, da je dal skozi Real Madridovo PR šolo, tako da je tudi tukaj zelo vešč. Ja, plus tega mislim, da imate ti večkrat na Twitterju izpostaviš, popravim, če se motim, če se mu zdaj v usta položi besede, da je, če delamo primerjavo, gledamo kakovost igralcev, koliko je pohvaljen in koliko je kritiziran, da najbrž za svojo raven, da je recimo v navednicah bolj kritiziran kot pa pohvaljen. Skratka, hočem samo reči, da je teh pričakovanj in kritik Luka, se mi zdi, da je precej vajen in se sicer ocenjujem nadaleč, ampak morda je to moje naivno pričakovanje, ampak se mi zdi tip igralca, ki bi kadarkoli sredi noči rekel, da bi MK vzel pred kakršnim koli MVP osebnim naslovom. Ja, tudi jaz ne dvomim v to. Marko, ti si rekel, da bi želel nekaj vprašati o širitvi NBA lige v Evropo. Zdaj, verjamem, da ker to je šele prihodna zgodba, ampak ta dogodek, verjetno dogovor FIBE in NBA, na tvojem seznamu, ker bo šlo za neke tektonske premike, ampak ki se bojo pa verjetno šele zgodili. Marko, si želel nekaj o tem vprašati? Ja, to sem želel vprašati Slavkota, zato ker spremlja več športov kot jaz in ima, kako bi rekel, širšo perspektivo glede tega prihodnjega dogodka, katerega jaz z zanimanjem pričakujem. Še posebej, če pogledamo na splošno, kako se je NBA razvijala prej pod prejšnjim komisarjem in zdaj pod Silverjem, ko gre v eno smer, ko meni ni preveč všeč, predvsem govorim tu o povezovanju z zastavami. Ampak to povezovanje z Evropo se mi pa zdi zanimivo, da ne bo šlo preveč kot do evroligaških klubov. Zdaj obstaja že kar nekaj igralcev, ki igrajo v Evropi in tudi v G-ligi, pa bi lahko igrali v NBA-ju, ampak tam ni dovolj prostora, mogoče se bodo te preselili v evropski del NBA-ja. Ampak Slavkota kot izkušenega spremljevalca športov bi rad vprašal, kako se mu zdi ta poteza, kako misli, da bo potekala in mogoče bi on kako drugače to naredil. Jo, Marko, te moram malo razočarati, da tako podrobno teh stvari nisem spremljal in ne spremljam. Ta povezava z Euroligo Evropa, seveda sem slišal pa prebral nekaj, ampak meni je tako asociacija, že prej sem rekel, da predvsem spremljam ligo NFL, se takoj spomnila na ligo NFL, ko je bila pred 10 leti, 15 leti v Londonu, so se začele igrati prve tekme, sem se ga tudi stjašal ene parkrat pogledati, ker ta šport me res fascinira in že takrat sem prebiral te ideje, kako naj bi ena franšiza nekoč, takrat se je govorilo o 10 letih, mislim, da je bila letnica 2020, no, pa je to že za nami,
se preselila v Evropo, v London konkretno. Konkretno je bil že umišljen, ni bilo seveda uradnih podatkov, ampak govorilo se je o Jacksonville, ki je tudi zato nekaj let, vsako leto gostoval v Londonu, češ da bi na tak način želeli organsko nekako vzbuditi bazo navijačev, da bi se nekoč tja preselili. Jaz mislim, da tako megalomanski projekti, da se mi zdijo na tak način, skratka, govorim zdaj o ekstremnem primeru selitvi ene franšize v Evropo, se mi zdijo predvsej nerealni, dopuščam pa drugačne vrste povezav. No, recimo, da bi bila v Evropi tukaj ena konferenca za sebe, v katero bi lahko vstopili nekateri evropski klubi, tisti, ki si želijo, recimo, tam bi lahko zaigrali tudi igralci, ki zdaj ne morejo igrati v NBA, pa sem prepričan, da z svojim znanjem tam sodijo, ampak zaradi raznih politik in predvsem koliko kdo plačan, pač ne dobijo teh svojih priložnosti. In mislim, da bi potem iz te evropske konference prišel en klub, mogoče dva, igrali tudi v NBA-ju, ali v kakšnem pokalu, ali v kakšni določeni tekmi zunaj lige, ali pa tudi v play-offu, ne vem, konec koncev, seveda ne takoj prvič, ampak dobro, zdaj praviš, da pač prav dosti o temu ne veš, mogoče se boš bolj spustil v to, ko bo do tega prišlo, ampak ok, sej, že to, kar si povedal v NFL-u, se mi je zdelo zanimivo, tega nisem vedel in res je težko si zamisliti, kako bi potekala ta čezoceanska liga, ko je res težko to vse skupaj zorganizirati. Ja, sliši se res prava misija, saj zaenkrat v taki misija nemogoče, ampak taki prestop, prihodni koraki, ki ti jih popisuješ, zakaj pa ne? Seveda, v zadju je spet denar. Marsikatera ideja, vprašanje, prepreka se mi zdaj švigalna, kako bi to Slavko, prekinil te. Mogoče... Aha, zdaj boš? Ja. Evo, nazaj si. Okay. Skratka, rekel sem, da ko si začel naštevati ta predlog, mi je šinilo res ogromno enih idej, še več pa preprek takih organizacijskih, kako bi sploh to potekalo. Organizacijsko, koliko tekem, kdo bi plačeval te igralce, po kakšni tarifi in podobno. Všeč mi je smer, recimo to, kar smo videli s pokalom. Jaz ne vem, koliko ljudi, priznam, jaz sem bil med skeptiki, ki ni glih verjel v ta pokal, pa se mi zdi na koncu v veliki sliki, da je naredilo eno pozitiven vidik. Kot statistik pa si težko predstavljam, kako vse izenačiti, da bi bilo potem tudi tekmovanje čim bolj legitimno, ne? Ja, ne, sej, v bistvu to, da bi dejansko prišlo do neke lige, ki bi potekala na večjih kontinentih, je na tej točki morda še rahla utopija. V bistvu, Marko, včeraj bi se mogel pridružiti, smo imeli eno dolgo debato ravno o tej širitvi NBA lige v Evropo, ampak v bistvu ne gre za širitev. Njihov prvi plan je, zdaj so podpisali uradni dogovor s FIBO in bojo vzeli FIBino tekmovanje, FIBino ligo prvakov. Tam ne bi se pridružili nekateri klubi, pogovarjajo se seveda z največjimi trgi, Realom iz Madrida, Barcelono, Bayernom, Herto v Berlinu, skratka nogometnimi klubi, s katerimi želijo potem, nekateri že imajo svoje košarkarske franšize, nekateri jih bojo pa šele začeli, kot recimo Paris Saint-Germain namerava ustanoviti v Parizu svoj košarkarski klub, Manchester City v Manchesteru in Arsenal v Londonu. S temi klubi se zdaj pogovarjajo, tam naj bi oni začeli svoje franšize in to bo posebej liga. Saj začetek ne bi bil tak, že 2027 nameravajo začeti z to ligo, vsaj trenutni plan je tak in upajo, da bodo seveda vsi najboljši klubi, tudi Panathinaikos in Olympiakos, seveda tudi z njimi se pogovarjajo, Fenerbahčejem v Turčiji, in ne bi šlo za nekako to povezavo med nogometom in košarko, ki seveda že
obstaja na trgih, kot je Madrid ali Barcelona, Bayern. Nekateri bodo pa še vili te košarkarske franšize in je zagotovo zanimiv projekt, ki bo povsem spremenil ta košarkarski landscape oziroma ta košarkarski prostor v Evropi. Na dobro ali slabo, o tem bomo pa še govorili. Zagotovo bo, po mojem, ta dogodek na seznamu, ko bo do njega dejansko prišlo, ker bo seveda šlo dejansko za tektonske premike v košarki, če jim bo seveda uspelo, ampak tisto, o čemer smo pa včeraj dolgo govorili, je pa to, da smo vsi skeptiki, da jim bo uspelo to v Angliji. Ker ravno ko si omenjal Slavko, seveda bil si tam, šel si pogledati tudi NFL tekmo, recimo ta projekt NFL Europe se je nekako klavrno zaključil in seveda ni uspelo, ampak tukaj gre tudi za šport, ki nima zgodovine in tradicije v Evropi, za razliko seveda od košarke, ki jo ima v kontinentalni Evropi, ne pa v Angliji. Tam jim je pa ta šport tako tuj, kot je nam tuj kriket, recimo. In tako kot pri nas, ne glede na to, koliko denarja bi vložil, ne bi mogel skupaj sestaviti enega kriket kluba, po mojem. Tako tudi skoraj da tako mislim, da v Angliji bo zelo težko jim vzpostaviti neko navijaško bazo, ki bi redno hodila na košarkarske tekme. Kaj praviš, Slavko? Anglija in košarka, tukaj pa po mojem imaš kakšno misel. Misliš, da se lahko v Angliji prime košarka? Oziroma v Veliki Britaniji? Zelo, zelo močno dvom. Jaz bi za izziv vprašal, katera nogometna liga je enako spremljena in zanimiva kot prva košarkarska tamkajšnja. Namreč tam je res, če smo ravno božično na Vlenkih, tam te praznike povezujemo tudi z nogometom, ki je res ekstra priljubljen šport, šport je v tem okolju brez dvoma. Boxing Day je bil za nami in recimo kakšno veliko razburjenje je na otoku poskrbelo Koledar dejstva, spet so bili finance v zadju. Tradicionalno vemo, da na ta dan organizirajo res ogromno število nogometnih tekem, letos pa zaradi, spet če smo pri besedi posel, denar samo eno tekmo, so organizirali res razburjenje. Skratka, tam pa je, če se rekel v Ameriki, da na vrhu NFL, pa potem NBA, tam je pa res nogomet in potem daleč nič. Tam je prva liga, njihova prva liga je ravno lani šla v bankrot, oziroma letos. To leto je šla v bankrot in so morali novo ligo zaštartati, ker prejšnja ni bila več finančno, ni mogla finančno, ni bila več, kot pravijo, feasible, ni bila več finančno likvidna. Tako. In ja, tudi jaz dvomim v to. V Evropi pa mislim, da na teh trgih, če jim uspe seveda sestaviti ligo, v kateri bodo vsi te največji klubi, morda tudi recimo Paris Saint-Germain v Parizu, seveda narediti franšizo, Nemčiji, teh trgih. Tam pa mislim, da je lahko to uspešno. Njihova računica je seveda preprosta. 500 milijonski trg, ki je v mnogočem še neizkoriščen in ravno pred kratkim, spet se navežemo na to debato v aspektih športa, trženju, šport je posel, tvoja knjiga je že spet poglavje iz tvoje knjige. Namreč sem poslušal en pogovor z Bokijem Nahbarjem in Brianom Windhorstom. Boki ima svoj podcast na YouTubu in je imel Briana Windhorsta, tega znanega novinarja, košarkarskega novinarja, ki dela za ESPN, in je bil ravno pred kratkim, teden nazaj, v Beogradu na tekmi Partizana in Crvene zvezde, na tem večnem derbiju v Euroligi, in je ravno govoril o teh seveda poslovnih aspektih, ker je bila topika tudi ta širitev oziroma prihod NBA lige v Evropo. Je rekel, da je seveda, ko je šel tam v dvorano dan, ko gre za trženje, je rekel, tam ne moreš nič kupiti. V Ameriki je ravno to, kar lahko vidiš okoli dvorane in v dvorani, preden greš na tekmo, še večji dejavnik kot pa sama tekma. In tukaj seveda vidi NBA liga, ker tisto, kar pa obvladajo, je pa trženje, seveda vidi ogromen potencial, oziroma ogromno neizkoriščenega finančnega potenciala in zato seveda prihajajo v Evropo zdaj.
nisem poslušal pogovora, ampak predvidevam, poznam Brajana in njegova dela, da je bil pa tudi impresioniran. Obratno so razmere pa nad navijači, ki vemo, da so v Evropi precej bolj strastni. To verjamem, da je recimo ena izmed prednosti na tej strani. Ob tem projektu, ki ste ga predstavljali, me pa tudi zanima, morda se mi zdi, da bi lahko imela vpliv, ker vemo, kako globalna je liga NBA, oziroma da niso več samo v spredju ameriški športniki. Se mi zdi, da pri pozitivni promociji bi brez dvoma pomagalo recimo nek angažma evropskih zvezdnikov, kot so Luka, Jokić, Wembanyama in tako naprej. Ne? Absolutno. Če bi seveda Wembanyama igral za Paris Saint-Germain v Parizu, Luka se vrnil v Real, to bi zagotovo pomagalo. Ampak mislim, da taki prestopi, oziroma to je pa neka daljna prihodnost. Zagotovo je nek dolgoročni cilj, vsaj po tem, kar je Silver govoril, je morda čez 10 let ali več, 15, 20, je morda neka liga ali pa, tako kot je Marko omenil, konferenca v Evropi, kjer bi pač ameriška ekipa šla na turnejo po Evropi, tako da ne bi bilo tistega potovanja konstantnega, ampak bi šli na celo turnejo, igrali proti vsem klubom recimo 2-krat in enako bi evropski klubi, ki bi sodelovali v tej ligi, naredili v ZDA, s tem, da seveda, če bi oni šli na ameriško turnejo, bi bila ta neprimerno daljša kot evropska, ampak to je v daljni prihodnosti in bomo videli, v katero smer bo šlo. Zanima me, je morda še kakšen košarkarski dogodek iz sveta košarke, NBA lige ali pa evropske košarke, reprezentančne, morda na tem tvojem seznamu 100 največjih, najbolj odmevnih dogodkov tega leta? Ja, rad bi samo še enkrat poudaril, to delam že 16 leto, da ljudje včasih preveč razumejo ali pa enačijo ta seznam z lestvico, ker ni mišljen kot lestvica, ampak res seznam 100. Tako, da ni mišljeno nekaj, kar se pojavi na 93. mestu, zmišljeno se, da je pa zdaj 93krat manj pomembno tisto, kar je na vrhu. In so dogodki, skratka, na prvih 5 mest, običajno so vedno najbolj odmevni slovenski dogodki, potem pa so dogodki kar združeni po športu in seveda po 5 dogodkov na en večji šport in seveda vedno je zraven tudi košarka zelo visoko in jasno, da sem tudi izbral 5 košarkarskih dogodkov, tale hip nimam pri sebi seznama, ampak logično je, da sem omenil slovenski, ko rečeva uspeh, neuspeh je bil kar uspeh na Eurobasketu, prav gotovo pa velja izpostaviti, če gledamo spet, prej smo gledali prihodnost, evropski NBA, če se bo zgodil. Če gledamo v prihodnost slovenske reprezentančne košarke, pa je brez dvoma po nekaj sušnih letih za izpostaviti, da so 3 mlajše selekcije na mednarodnih tekmovanjih prišle. Ker vemo, da je seva luknja, recimo, če smo v moški ekipi po Luki Dončiću, da to seva nek optimizem, da se bo nekaj spremenilo in nekako morda eno tako spoznanje osebno v slovenskem športu se mi vedno zdi, da taka največja dolgoročna zmaga slovenskih športnikov ni samo tisto, kar se dogaja tukaj in zdaj, medalje, zmage, rekordi in tako naprej, ampak tudi takšni posledica samega udejstvovanja. Recimo danes je začela v Nemčiji novoletna skakalna turneja, in jaz sem vedno rad zagovarjal, sicer nimam znanstvenega dokaza, ampak da ta skakalna generacija okrog Petra Prevca in vseh njegovih naslednikov se je zgodila tudi zato, ker so ti fantje, ko so bili res majhni fantje, gledali Primoža Peterko, ki je takrat naredil velik boom in postal prvi Slovenec zmago na tej turneji. In enako mislim, če smo v kolesarstvu, še na športu, ki ga imam zelo rad, da največja zmaga Pogačarja in Rogliča ni le tu in zdaj, ampak vidimo, da prihajajo nove generacije, vsi ogromno kolesarskih trenerjev v navednicah se pritožuje, koliko mladih se je vpisalo, ker pač imajo tudi omejeno število strokovnjakov in da lahko se ukvarjajo s temi mladeniči in tudi to, kar se je zgodilo 2017 slovensko košarko, sem slišal, da se je takrat predvsej povečal vpis v te mlade šole in mislim, da je recimo zdaj
desetletju lahko čutimo tudi te pozitivne posledice. Ja, in takih vzornikov, teh pozitivnih posledic je na našem majhnem prostoru res dosti. In zato tudi seveda ogromno otrok v ogromno različnih športih. Omenil si kolesarstvo, omenil si skoke. Domnevam, da ko bo 5 največjih športnih dogodkih preteklega leta slovenskih, poleg seveda Trejda Luke, ki sva ga že dobro obdelala, sta verjetno tudi Pogačar in Nika Prevc? Ja, absolutno. Pogačar zdaj težko je. Ne se zato, ker če si prej omenil ta odzivnost, odmev Luke Dončića, tega Trejda, če iz tega stališča pogledaš, ja, bi ga dal brez dvoma na prvo in v spredju, vendar bi bili športni dogodki oziroma vrednost športnih dogodkov, izidi, in zaradi tega recimo lahko že povem, da je v samem vrhu Tadej Pogačar res še ena nepozabna sezona. Nika Prevc, z novim globusom in svetovnim rekordom, nekaj neverjetnega. Nekaj podobnega je uspelo tudi njenemu bratu, ki je tako dominantno začel to novo sezono, in seveda še ena športnica, ki je postala 10-kratna svetovna prvakinja. To pa mislim, da veš, o kateri govorim. Garnbretova? Ja, seveda. Se mi zdi, da recimo v Jani in Tadeju, zdaj spet dolgoročno, morda preveč v navednicah požrešno, statistično gledam, kaj se bo zgodilo do konca njihovih karier, ampak to sta dva športnika, za katere lahko kar z veliko mero verjetnosti trdimo, ne, morda da boste najboljša, ampak da sta pa res tisti sami špici. Tadej bo gotovo tukaj prvi, drugi, tretji, iz tega stališča zdaj zgleda, ne. Janja pa ima take neverjetne rekorde, da je že zdaj z naskokom najboljša v zgodovini tega športa. Tukaj pridemo do te debate o GOAT-ih, največjih vseh časov, ki je vedno lahko seveda kompleksna in včasih tudi zelo pestra, vsak ima svoje favorite, ampak to sta dva športnika, ki, kot sva prej govorila, ne samo, da za sabo pri nas povlečeta ogromno mladih, ki sledijo seveda njunemu zgledu, in slišim, ne seveda samo varstvo, v kakšnem porastu je pri nas, ko gre seveda za mlajše generacije, ampak podobno velja v plezanju. Od prijatelja hčerka se je začela ukvarjati s plezanjem in mi je razlagal, kakšni množični mitingi so in koliko otrok navdušenih. In zraven tudi seveda Janja pogosto pride in si vzame čas za vse otroke, kar je pa podobno pri Pogačarju, pa tudi za Luko lahko rečemo, da vidimo, da tukaj se zavedajo svoje pomembnosti s tem statusom vzornika in tudi skrbijo ne samo s tem pojavljanjem, ampak tudi finančno za za te mlajše generacije, pomagajo tudi finančno, in tukaj je res treba dati kapo dol tem športnikom, da nas tako razveseljujejo in obenem, da so tudi tako angažirani v tem našem prostoru, se zavedajo njihovih sposobnosti, zmožnosti, da kaj spremenijo oziroma pripomorejo k napredku športa. Da vračajo okolje, mislim, da so vsi to vključno s Primožem Rogličem, smemo pozabiti Primoža Rogliča, izpostavljali, da jim je okolje nekaj dalo in da radi, ker lahko vračajo okolju. Zdaj pa, če smo veliko govorili o Luki Dončiću, pa spet o ameriškem nogometu, pa ligovnem, v mislih imamo Anžeta Kopitarja, ki je tudi dobrodelen. Skratka, se mi zdi, da tam je pa sploh del kulture, skratka, da športnik tako ali drugače ustanovi kakšno fundacijo in tako ali drugače potem vrača svojemu okolju. Pa če se malo še zadrživa, ker rekel si, Pogačar zaseda prvo mesto, zdaj seveda, to je pomembnejših, to si tudi seveda poudaril, da ne gre za samo lestvico, klasifikacijo od 1 do 100, ampak gre za teh skupek 100 najpomembnejših, ampak bi se seveda vsi strinjali s tabo, da letošnji uspeh, letošnja zadnja sezona Pogačarja, ko mislimo, da že ne more več bolje, ne more več boljše sezone imeti, kot jo je imel
imel predtem, nas v bistvu zadnje leta, v bistvu skoraj da vsako leto demantira in postavlja nove mejnike. Misliš, da gre še višje? Je lahko naslednja sezona, se to so ga vprašali. Mislim, da ga je celo Tilen Gruden vprašal, če se ne motim, ali morda kakšen drug novinar iz RTV, ampak ravno o tem, a gre še bolje. In ja, tu si tudi sam ni imel konkretnega odgovora, ga imaš ti. Ja, teoretično je seveda vedno bolje, ne, že lani ogromno nekih rekordov, ste jih tudi vi, kakšnem spaceu omenjali, res nekaj neverjetnega, ampak recimo že to, da je bil prvi kolesar, ki je na vseh 5 spomenikih, torej najpomembnejših enodnevnih dirkah na svetu, končal na zmagovalnem odru, je bilo to nekaj posebnega, ampak verjamem, da on verjame, da je sposoben v enem letu tudi na vseh teh dirkah priti na sam vrh, ne, in verjamem, da ga to motivira. Predvsem mi to pri njemu zelo všeč, da tisto, kar mu ne uspe, ne, morda nekateri športniki potem pa kakšne druge cilje se preusmerja v športih, kjer to lahko narediš, ne, ampak on je pa tip športnika, ki porazi, pa smešno je, da lahko govorimo o drugem, pa tretjem mestu kot poraz, da ga tako izrazito motivira, da išče rešitve, da osvoji zmage tudi na tistih terenih, ki mu načeloma niso pisani na kožo. Ne. To sta seveda, če govorimo o spomenikih, 2 spomenika, Milano Sanremo in Paris-Roubaix, kjer ni klancev, ki mu tako ležijo na kožo in skuša, in verjamem, da bo poskušal toliko časa, dokler bo v vrhunski formi, na taki ravni, kot je, da bo nekoč razrešil tudi te uganke. In če bi številsko rekel, sem prepričan, da bi v naslednjem letu raje zmagal ta 2 spomenika, kot pa karkoli drugega. Ja, ne, se je rekel, za Milan Sanremo je rekel, da ta ga bo ugonobil ali nekaj podobnega. Res je. Da to je verjetno tista obsesija, obenem pa tudi se smo videli na Paris-Roubaixu, fantastična dirka in ampak prvič in že s takim uspehom zagotovo bo to tudi postala ena obsesija in če bi mu uspelo še ta 2 dobiti, potem pa mislim, da ne bi bilo več teh GOAT debat, tudi morda, dobro, rečemo še 2 tura, pa še ta 2 spomenika, potem pa praktično ne bi bilo več stvari, ki je ni osvojil v kolesarstvu in že zdaj seveda je zapisan v to zgodovino kot eden največjih, ampak lahko bi potem trdili, da je največji. Ampak kakšno je pa tvoje razmišljanje o teh GOAT debatah, Slavko? Misliš, da so na nek način sploh fair do športnikov, ker seveda gre za toliko tako različna obdobja? Merckx je koliko? 50, 60 let skoraj, da že nazaj seveda rušil svoje rekorde in govorimo o tako drugačnih časih, da je seveda tukaj toliko dejavnikov, ki danes vplivajo na športnike, da je težko primerjati in enako seveda lahko trdimo za vsak šport. Kako pa ti razmišljaš o tem? Obstajajo absolutni GOAT-i, so te debate nekako nepoštene ali lahko trdimo, da nekateri športniki preprosto so boljši od vseh ostalih v dovini? Jaz mislim, da prvenstveno take debate so namenjene ravno takim dejavnostim, kot zdaj počnemo, skratka debatam, ki samo povečujejo zanimanje. Jaz mislim, da je nepošteno primerjati, lahko primerjamo neko statistiko, lahko primerjamo nek vpliv, ki ga ima posamezen športnik v svoji generaciji, ampak prvenstveno se mi zdi, da je to namenjeno debatam, da ne moreš in ne smeš zaključiti, pa tudi recimo košarki. Najbrž tukaj je precej manj dilem in prepričal sem, da bo velika večina še vedno rekla, da je bil Michael Jordan, da je bog za LeBrona Jamesa ali kaj podobnega, ampak po marsikateri statistiki, ki šlo potem nazaj, da je bilo rasla, ki je imel to pa tok prstano. Vedno je pomemben nek kontekst. Športniki so tekmovali v različnih obdobjih, ko je bilo na voljo, ko so tekmovali z različno število konkurence. Ne. Recimo v Boston dominiral, vemo, koliko ekip je takrat igralo, koliko jih igra danes. Je bil takrat Salary Cap, ni bil, danes je skratka taka množica res nekih omejitev, ki onemogoča tako povsem tako fair primerjavo. Zato sem vedno prepričan,
da je bolj namenjeno tej debati, pozitivni debati, predvsem pa kulturni debati. Ker včasih se mi zdi že malce nepošteno prireditev športnik leta, športnike same vrhunske, pa so imajo podobne dosežke, pa nekateri, recimo, v medijsko manj priljubljenih športih dosežejo vse, kar lahko doseže, ne vem, je svetovni in evropski prvak. Pa a boš rekel zdaj objektivno, da je slabši ali pa boljši od Luke Dončića, ne? Meni se zdi, da to neprimerni zaključki, lahko si mislimo, kar si mislimo, ampak vedno gledam nekako iz perspektive, da to vrstni športniki dajo, vsak mora trenirati, zdaj je Luka Dončić, a je en kajakaš, a je en strelec, se mi zdi, da se vsak mogo odpovedati, da je prišel na tisto točko življenja, zato vedno nekako gledam na to kot praznik športa, ne pa kot neko interno tekmovanje. Ja, absolutno, se povsem strinjam. Morda lahko za konec kakšne dogodke, recimo sezname, seveda, saj sva rekla, ne bova mogla iti čez vseh 100, v bistvu zdaj smo jih nekaj čez te slovenske smo šli, ampak bi morda še globalno kakšne iz katerih športov, ki so ti bliže ali pa manj blizu, če je kakšen športni dogodek iz kakšnega takega, recimo nam, slovenskim navijačem manj znanega športa, ki si ga tudi uvrstil, morda bilo tudi to zanimivo, ampak po želji, katere od teh 100 recimo so tisti, ki so pa tebi recimo najbolj nekako padli v oči, jih boš najbolj zapomnil po tem letu, kot te kdo čez 10 let vpraša o recimo letu 2025, poleg seveda tistih, o katerih so že govorila, katere boš omenil, če se boš spomnil. Ja, bom čisto enega naključnega povedal, pa ne, ker bi mi ta športnik ful všeč, ampak ker kaže neko širšo sliko. Recimo smučarski teki, priznam, da mi niso bili nikoli blagi, izrazito sem jo rad spremljal, seveda zaradi zgodbe Petre Malić, ki mi je res tudi mene osebno zelo nagovorila, ampak norveški tekač Klæbo je na letošnjem svetovnem prvenstvu kot prvi v zgodovini v vseh 6 disciplinah osvojil 6 zlatih medalj, kar je res ekstra noro. Po drugi strani, torej res zgodovinski dogodek, kapa dol, ne vem kaj vse, po drugi strani pa se moramo zavedati, kar sem prej govoril, kako v različnih obdobjih je bil kakšen šport konkurenčen. Mislim, da v Davosu pred enim mesecem ljudski tek, ne vem kateri disciplini več, ampak na prvih 9 mestih je bilo 9 Norvežanov. Skratka, tudi pa potem vidiš drugačen vpliv, drugačen vidik, koliko je en šport sploh globalno priljubljen. Temu športu celo dolgoročno grozi, so neki pozivi, da bi ga lahko celo izključili iz olimpijskih iger, ker ni več take konkurenčnosti. Skratka, želim samo poudariti, da vsaka stvar, statistika, ki jo vidiš nekaj v zgodovinskem kontekstu, super, ampak se mi zdi dobro, da ga pogledaš iz čim širšega konteksta. Pa morda za konec samo še en tak lasten podpis, zdaj sem rekel, da to delam 16. leto zapored, pa nekako vedno imam zdaj kar tradicijo, da sem naredil do zadnjih 5 dogodkov, zadnjih 5 točk na seznamu od 96 do 100, nekako tudi želim izpostaviti 5 člankov na MMC-ju, ki so bili morda malce manj izpostavljeni, pa se mi zdijo kakovostni, ki so jih naredili kolegi, pa tudi kakšnega sam. In po tradiciji številko 100 vedno izpostavim čisto kot zadnjega, kakšen svoj članek, poglobljeno analizo, ali pa kakšen enkraten dogodek, recimo v navednicah, na katerega sem bil najbolj ponosen, ali pa ki je malo izstopal, vsaj zame. In letos sem se lotil enkratno, prvič, edinkrat in nikoli več, rubrike 25x25, ker sem nekako v športno-adventnem koledarju izpostavljal dogodke iz športnega obdobja od 2021 do 2025. In ja, če je bil glavna rdeča nit tega pogovora, kot ti ali ne, kot je Luka Dončić, jasno, da sem za 2025 izpostavil dogodek, prestop, trade, ki je zatresel ligo NBA, tako da bova začela in končala na isti točki.
In ima cel pogovor, rep in glavo. Najlepša hvala, da si se pridružil, Slavko, temu pogovoru. Morda, upam, da morda že kaj prej se zopet slišava na kakšnem spaceu, ob kakšni priliki. Sicer vem, da poleti, recimo, ker vem, da kolesarstvo je eden od tvojih priljubljenih športov, bi tudi o tem, ko bo kakšna dirka rekel, ampak ko je tur, seveda poslušam tebe in Tonija. Sem prej rekel Tilna Grudna namesto Tonija Grudna, ker sem s Tilnom Jamnikom, pa tudi pogosto na spacih in sem oba po nesreči združil, ampak Tonija in seveda tebe, ko gre za tur, poslušam, redno tudi berem tvoje prispevke in bom tudi tega, ki ga objaviš v sredo, ravno na prednovoletni večer, na novoletni večer, pa bomo potem seveda v prihodnosti morda tudi kaj rekel. Čestitke seveda tudi za knjigo, tvojo zadnjo knjigo. Mimogrede, kje jo lahko naročijo, če želijo poslušalci Kruha in iger naročiti? Je kakšna povezava ali samo Google? Google založba Goga je izdala tam, pač lahko na spletni nakup, sicer pa v večje, bolje založenih knjigarnah, tudi v Mladinski knjigi skoraj vse posod, skratka, se jo da dobiti. Odlično. Tilen, Slavko, zdaj ne vem zakaj. Slavko, najlepša hvala, da si se uspel pridružiti. Srečno novo leto, veselo praznovanje seveda, in potem v novem letu seveda upajmo na čim več športnih užitkov in dobrih športnih zgodb, ki jih pa ti seveda odlično popišeš na RTV portalu. Matej, iskrena hvala tako za povabilo, kot za želje, in seveda upam in verjamem, da bomo tudi v 2026 spremljali veliko slovenskih zmag. Absolutno. Hvala tudi za poslušanje. Mimogrede, dobil sem nekaj sporočil, da so se nekateri s težavo priklapljali na tale space. Zadnje čase so neke tehnične težave tukaj, ampak tale posnetek še enkrat bo na voljo, seveda, ko zaključiva Slavkom na našem YouTube Sport.info.si kanalu in seveda na vseh podcast platformah Sport.info.si, na Spotifyju, Google podcastih in Apple podcastih, tako da boste lahko celoten posnetek tam poslušali. Za danes je pa to. Najlepša hvala za poslušanje in se ob priliki zopet slišimo. Živa. Živa.